Dragi gledalke in gledalci, smo v Ljubljani, z menoj je Andrej Rosina, ki je bil rojen v Mariboru pred drugo svetovno vojno. Med drugo svetovno vojno pa je kot begunec skupaj z družino preživel v Metliki. Je tako? Tako je. Tako je. Gospod Rosina, vi ste bili dolgoletni profesor na Univerzi v Ljubljani, doktor meteorologije. Pred vojno ste bili pa, oziroma leta 1941 ste bili pa z družino prisiljeni ali izgnani. Mi smo bežali. Ste bežali. To je malo drugačna kvaliteta. Mi smo dobili po intervenciji nekega očetovega poslovnega kolega dovoljenje, da smo iz Maribora odšli v Ljubljano. Oče se ni vrnil, ko je bil mobiliziran v jugoslovansko vojsko, je bil demobiliziran, na koncu vojske je doživel v Karlovcu in se iz Karlovca potem preselil v Ljubljano, ker je vedel, da je na spisku gestapa za aretacijo v 48 urah po okupaciji, se ni vrnil v Maribor, temveč je nam uredil, da smo z enim dovoljenjem, malo čudno je to izgledalo, to dovoljenje, ampak kljub temu smo se umaknili iz Maribora v Ljubljano. To je bilo junija 1941, predno so začeli Nemci iz Maribora izseljevati ljudi na Hrvaško in v Srbijo. V Ljubljani smo našli zatočišče pri Petru Hribarju, ki je bil lastnik tovarne Pletenina, znane ljubljanske družine. Tam v Ljubljani sem končal tretji razred, na Vrtači, potem pa sva z očetom šla naprej v Metliko, ker je oče dobil advokaturo v Metliki, zato ker je bil v Metliki samo en advokat in to je bil advokat Pretnar, ki je imel v Barletovi hiši pisarno. V Metliki smo dobila stanovanje pri Murnovi hiši in oče je pa odprl pisarno na placu v hiši Johnnyja Rusa, ki je bila čisto na novo postavljena in je tam začel uradovati in mu je kar v redu šlo, dokler ga niso na nemško zahtevo Italijani za Svečnico 42 zaprli. Prvo je bil zaprt v Metliki, ampak več kot en teden, potem pa so ga preselili v Ljubljano, kjer je bil zaprt v ljubljanskih sodnih zaporih, v čemer piše Jučko Zak v Leseni žlici in mojega očeta označuje kot doktor Rožnika, mimogrede ne najbolj simpatično. Bil je tudi v celici talcev, k sreči takrat niso celice jemali talce, so ga pa pozneje premestili v Padovo, v zapore v Padovo, potem pa v internacijo v eno majhno mestece blizu Bergama, ki se imenuje Izeo, pri jezeru Izeo v Ezine in tam je dočakal padec Badolja in junija 1943 se vrnil najprej v Ljubljano, potem pa v Metliko. Po kapitulaciji Italije je bil najprej v Metliki čuvar na Zvoniku, ker je bil opazovalec za letalske napade in kadar je kako nemško letalo letelo čez Metliko, je naredil, je bil plat zvona na Zvoniku. In to je bila njegova naloga najprej, prvi 2 meseca recimo, pozneje pa je bil v Vinici neki referent na odboru, Narodno-osvobodilni odbor se takrat imenovalo. Dokler ga niso poklicali, predvsem doktor Šnuderl, ki je bil načelnik komisije za ugotavljanje zločinov v to komisijo, v Rog, ker je potem bil v Rogu, dokler ga niso poslali v Štajersko septembra 1944 in je bil vodja štajerske podružnice te komisije. Pri
nemški hajki decembra 1944 in januarja 1945 se je umikal preko Menine planine in je prišel potem nazaj v Belo krajino, tudi v Metliko, in je bil zelo prizadet fizično in tudi zdravstveno, tako da se je prvo nekaj časa nekako uporabljal v Metliki, potem pa je šel nazaj v Črnomelj, kjer je bila komisija iz Roga, in kasneje so šli preko Primorja, Ajdovščine, ker je bila ustanovljena prva vlada, v Ljubljano in v Maribor, ker je bil takoj po osvoboditvi Maribora že 10. ali 12. maja 1945 v Mariboru. Taka je ta zgodba o begunstvu. Se pravi, vi ste najprej z očetom prišli v Metliko, enkrat leta 1941. Ja, junija 1941. Junija 1941, potem so očeta zaprli. Zaprli so ga za Svečnico 1942. In se je vrnil 1943 po italijanski okupaciji. Ja, nazaj v Metliko. Kaj pa ostala družina, je mama pa... Vsi smo bili v Metliki. Koliko vas je bilo to? Mama pa 3 otroci. Pa 3 otroci. In en čas je bila pri nas tudi mamina mama, se pravi moja babica, Šarlota Mirnik. To je tu na fotografiji. To je na fotografiji, ja. Tu ste Alenka, sestra, ne? Ja. Mama, babica. Mama, babica. Pa jaz. Pa vi. Brat. Pa brat. Brat Aleš. Brat Aleš. Ki je bil docent na pravni fakulteti. Vi ste živeli, ste rekli, pri Murnovih, to je tista hiša zraven prve Dolenjske hranilnice in posilnice, danes na Trgu Svobode. To je bila hiša Johnnyja Rusa, ja. Ivana Rusa, ki je bil poročen z Murnovo Valčiko. In prvo smo začeli pri Murnovih stanovali, v tisti njihovi hiši, ta stari, tam, ker so imeli tudi pekarno medenjakov, odnosno oni so imeli medarno. A to je bilo na trgu ali spodaj? Ne, to je bilo spodaj. Spodaj po trgu, ja, še zdaj imajo tam. Ja, drugače ste pa stanovali potem, ker je danes Trg Svobode 8. Tako, ja. Ja. Tam je imel oče pisarno spodaj, smo pa imeli mi eno sobo, pa kuhno. Mogoče bi šel kar najprej na, recimo, kateri dogodek vam je iz takratnega obdobja bivanja v Metliki med drugo vojno najbolj ostal v spominu? Ja, meni osebno zelo v spominu mi je ostala eksplozija, ko sem izgubil, ko sem bil poškodovan prst. Ki ga imate še zdaj poškodovan? Ja, še zdaj je takšen. Zato, ko sem bil pač osebno zelo prizadet, to je bilo v Kopiničevi kleti, ker smo pionirji bombe, kot se je reklo, razšraufali. In potem sami delali za en pionirski top granate in imeli, ta top je nesel celo 300 metrov daleč. Ja? Tu ste na tej fotografiji tudi? Ja, tu na tej fotografiji. Ste pionirji? Ja, tu smo metliški pionirji z takim otroškimi igračami, orožje, ker to je bilo takrat zanimivo. Metliki sem potem, jaz sem iz Metlike šel tudi v prvo gimnazijo v Ljubljano, šele v drugi semester, ker prej nisem dobil dovoljenja, ker bi oče zaprt. To je bilo dosti težko priti v klasično gimnazijo, prvi razred. Je bila pa zelo zanimivo, ker so bili moji sošolci kasneje zelo znani Ljubljančani, Slovenci, če tako rečem. Če koga imenujete, recimo? Recimo Igor Ozim je bil moj sošolc. Potem je bil sošolc tudi kasnejši kolega na fakulteti, dr. Rodič, pa Andrej Krajnc, ki je bil tudi metalurg. Te smo se že poznali pač iz gimnazije. Če se mogoče vrnemo v Metliko, vi ste rekli, da vam je zelo ostalo spominov, ko ste imeli veliko srečo takrat, ko ste šraufali te bombe, da vam je samo prst. Ta drugi tak dogodek pa je bil tak, kar bo letos 80 let, upad
kot smo jih takrat imenovali, čerkezov v Metliko. En cel teden so se partizani bojevali pred Metliko in načelnik oficirska šola v Metliki je imela topniški oddelek. Načelnik tega oddelka je bil polkovnik Peter Kiler, ki je tudi hodil k nam v Metliki. On je bil poveljnik prvega topniškega polka v Mariboru. Leta 1941 so ga zaprli, se pravi kot ujetnika imeli, pa ga potem spustili in živel v Novem mestu. In iz Novega mesta je ob kapitulaciji Italije pobegnil in šel v partizane in bil v Metliki potem načelnik topniškega oddelka partizanske oficirske šole. Medtem so mu pri bombardiranju Novega mesta so mu Nemci ubili ženo in hčerko, sin pa, ki ni bil takrat doma, je ostal živ. Ta sin je kasneje študiral v Beogradu, ker je bil oče, tudi Peter Kiler, načelnik lovišč maršala Tita in je bil kot generalmajor tudi potem upokojen. Takrat je on v Metliki rekel, da so se bojevali čisto frontalno, tako kot na fronti, da so imeli skopane strelske jarke in da so brigade zelo natančno in zelo uspešno se zoperstavljale tem čerkezom, kot smo jih imenovali. So pa oni mislim, da je bila, če se ne motim, je bila nedelja, vdrli v Metliko in prišli v Metliko samo za zelo kratko časa, eno dobro uro so bili v Metliki in takrat so tudi vdrli v našo hišo, zaradi tega so bila vrata v hišo vedno odklenjena, da jih ne bi razbijali, so predrveli v sobo, kjer je ležal gospodar Johnny Rus bolan, pregledali pod posteljo in v posteljo, če je kaj, in za čudo božje so mu dali mir. Moja mama je nemškega poročnika prosila za zaščito, češ da smo civilisti, je rekel, da imajo pa Čerkezi dovoljenje, da lahko delajo po volji, kar čejo. Takrat je bilo v Metliki ubitih kar nekaj ljudi in zažgana je bila. Metliko so sistematsko zažgali tako, da bi od zunaj gorela proti not, ampak niso imeli dovolj časa. Zažgan je bil zdravstveni dom, ki je bil neposredno poleg nas in ta zdravstveni dom so potem ženske nosile vodo iz Oberha. Jaz sem pa pomagal gospodu Vajsu, ki je po eni cevi taki za žleb, dejansko bil žleb, okrogla cev za odvajanje vode iz strehe, usmerjal, da se ni požar prenesel na naslednjo hišo. To je bila hiša, kjer je bila pred vojno podružnica Bate. Naslednja hiša je bila pa že vaša? V naslednji hiši smo mi stanovali. Zdravstveni dom je povsem zgorel. Nekaj je, mislim, ostalo v kleti, tam je bila ljudska kopalnica. Tisto je ostalo celo, tako da je še naprej lahko delovalo. No, takrat je bilo seveda v Metliki zelo hudo z prehrano. Vsi smo nekaj zamenjevali, redne prehrane ni bilo. Spomnim se pa, da so v zimi 1944-1945 kamioni, ki so bili Fordi, angleški ali pa ameriški Fordi, pripeljali olje v takih velikih posodah, takih tankih, in olje je zaradi nizke temperature zmrzlo, tako da so razsekali te tanke in potem tudi
olje, kosih. sekali v kosih in talali ljudem. Drugače je bila pa problem, je bil prehrana, je bila velik problem. Spomnim se, kako so, da ni bilo soli. So iz ženske iz Gorskega Kotarja nosile v žaklih sol na ramah, Belo krajino jo zamenjevali predvsem za koruzo. Vi ste bili leta 1944 stari 13 let. 13 let, ja. 13 let. A se še kaj spomnite iz tega vdora v Metliko? Še Ja, jaz vem, se spomnim, da smo cel teden spali v kleti, Ja. da smo se bali, ker so obstreljevali z granatami Metliko, samo so k sreči granate čez Metliko letele. In potem se spomnim, da me je mama poslala na podstreho posol. Podstreho sem jaz, ko sem šel na podstreho, sem zaklenil vrata in sem iskal eno vrečo soli, to je bilo zelo dragoceno takrat. In v tem sta dva čerkeza, sem jih slišal, ko sta prišla in se pogovarjala po stopnicah, ker so pa bila vrata zaprta, nista mogla jih odpreti. V tem so pa tudi že žvižgali na cesti in sta takoj šla dol, ker so se takoj na to umaknili. Takrat so povedali nam, da je bilo nekaj ljudi so ubili in da so tudi v predvsem okoliških vaseh Metlike posiljevali ženske. Vi ste rekli, da ste pomagali gasiti to hišo. Ja. A ste kaj, kako ste, to je drugi dan ste videli, to je bilo... Ja, drugi dan je bilo vse požgano Ja. in ne vem, kje je bila potem ambulanta, ker v Metliki je bil zdravnik, tudi begunec, doktor Deglerja z Bleda. Aha. Doktor Jože Deglerja je bil, so ga Nemci pregnali, da se umaknil v Ljubljano, potem pa v Metliko, kjer je imel prakso, stanoval je v gradu in ordiniral v zdravstvenem domu. Vem, da je hodil zdraviti ranjene partizane na Suhor, ker so ga pa Italijani dobili, odnosno so ga izdali beli in je bil obsojen na 30 let zapora, ki ga je preživljal na Elbi. Ob italijanski kapitulaciji pa je prišel nazaj v Metliko in je do konca vojne ostal v Metliki. Se pravi, vi ste bili vaša družina je bila ena od teh od begunskih družin. Ja, v Metliki je bilo dosti beguncev. Ja, bilo je po podatkih v kroniki Rusovi nekje 250, če se ne Ja, motim. 250, tak nekaj. Nekaj tajega, prebivalcev je bilo pa okrog 1800. Ja, skratka. tak nekak, ja. In to je vse nekako se poskrbelo. Ja, Tu gre zasluga tudi... velika ste rekli- zasluga gre Ja. županu Malešiču, Ja, ki je izdajal domovnice, spravi dokumente, da so ljudje lahko dobili dovoljenje bivanja. In to je bil verjetno tudi razlog, da so potem, ko so Metliko upadli in zažgali Malešičevo hišo, je bil to razlog tega požiga. kako se pa spominjate tistega, ko so bili še Italijani v Metliki? Kaj vam je od tistega obdobja mogoče še ostalo v spominu? No, Italijani na to prvo leto je bilo še bolj vse skupaj smešno, ne. Italijani so sicer zapirali, prvo, kar so naredili, so vse študente sklicali enkrat na plac, kot se je reklo, in jih povabili v internacijo dejansko. To so bili v Trevizu pa Gonarsu, nekaj tudi na Rabu. Tudi neki metliški študenti so bili tam, mislim, da Fuksovi. En od Fuksovih sinov ali pa celo dva. Najbrž jih niso povabili v internacijo, ampak so rekli, da grejo na izlet. Oni so jih ali kaj? povabili, rekli so, da grejo na počitnice, Počitnice, ja. da jih vabijo na počitnice, Ja. so jih pa dejansko internirali. In te so prišli potem po kapitulaciji Italije tudi nazaj. Italijani so pisali tudi parole po hišah, se Ja, spomnite kakšno? parole, Vinceremo, Zmagali bomo. pa Duce, neke Duce, Viva Duce, najbrž. Viva Duce, ja. Ja.
In Metliki so rekli, vinčeremo, zraven so pa govorili, videti čemo. Da, da, da. Ja. Je bilo pa več ali manj vse hiše so bile popisane s temi parolami. Samo te parole so se nadaljevale tudi potem po osvoboditvi, če rečem po letu 43. Na naši hiši je bil napis, kam se boš skril ob dnevu zmage, če zanjo ne boš nič storil. Ker so pa se govorilo, da če pridejo Nemci, da zažgejo tiste hiše, kjer imajo napise, smo imeli doma vedno en vedro apna in sem jaz, mama je držala lojtro, jaz pa na lojtri prebarval vedno barvo te napise, ki so bili res dolgi, pa je dolgo časa trajalo in celo slišim, spomnim se, da so čez hišo mine letele. K sreči so čez letele na drugo stran, ne pa na plac. A ta napis je bil že takrat, ko je bil vdor v Metliko, julija 44? Ja, je že bil takrat. Pa ste ga prebarvali, ste uspeli? Ja, prej smo ga. Če ga ne bi vam zažgali, ne? Ja, tako so rekli, ne. Ja. Aha. Vsaka hiša je imela kak napis, več ali manj, ne. Ja, ja. Aha. Kako se pa spominjate dogajanja po italijanski okupaciji, oziroma kako ste doživeli tisti dan? Se spominjate tisti dan, ko... Italijanske kapitulacije, vem samo, da so Italijani vsi čisto ponoreli in so orožje odmetavali in se takoj umikali. Skratka, veseli so bili, da je konec. Da je konec, ja. Oni so preko Črnomlja se umikali potem proti... Proti Črnomlju, Kočevju so šli. Ja, Kočevju so šli pa proti Italiji, ne. Ja, ja. Aha. Je bila pa Metliki, prva ofenziva nemška je bila novembra 43. Takrat je SS divizija Hermann Göring vzela, to je bila pancer divizija, so z tanki in oklopnimi vozili v glavnem po cestah patrulirali. Takrat so se vsi Metlike umaknili v Žumberak, moj oče tudi med njimi in je bil takrat ranjen. Imel je srečo, tu čez sence mu je prerezal en splitar, enega pa je dobil nogo, ki ga je imel potem nogi do smrti. Ampak Metliki je takrat, oziroma v Beli krajini nasploh, Metliki je takrat začela delovati oficirska šola, ne? Ja, Metliki... konferenca novinarska je bila, skratka... Ja, Metlika je bila dejansko osvobojeno zemlje. Ja. In mi, ko smo hodili v gimnazijo, smo šli, če se prav spomnim, 2-krat v Črnomlj peš, seveda, se drugače ni šlo. In sicer smo šli enkrat v Črnomlj na eno razstavo delavnic glavnega štaba, ta drugič pa na pogreb generala Staneta. Franca Rozmana, ja, ki je tam blizu Črnomlja. V Lokvah, ja. V Lokvah je izgubil življenje pri preizkušanju enega orožja. Spomnim se, da so nas potem, ko smo hodili, so Amerikanci, ameriška misija je bila pri glavnem štabu, je imela džip, ali mogoče so 2 džipa, ki so jih z avioni pripeljali v Belo krajino. In če so se Amerikanci peljali po cesti, pa so lahko koga vzeli na avto, so ustavili pa nadevali ljudi, pa jih peljali. Ker drugega prometa razen pešhoje ni bilo, ne. Ali pa konji, ne. Ja, tisto je bolj... A se spominjate tudi tiste parade, ki je bila pred vdorom Čerkezov, Nemcev, Ustašev, to je bilo 9. julija v Metliki. Vi ste na fotografiji kot partizanski pionir. Ja, stojite pred Grčevo gostilno. Ja, pred Grčevo gostilno smo. Ja. Kako je pa to izgledalo? To se jaz sam spomnim, da so partizanske enote, neki bataljoni korakali in da je bila tribuna. In ta tribuna je bila slabo narejena, tako da se med to parado podrla. Dobenemu ni bilo nič, ampak ni bilo najbolj fajn. Mi otroci smo pa stali ravno pri tribuni. Skratka, prava partizanska parada. Ja.
Ja, podrla se. To Polič Ratko piše svoj čudežni pomladi, da se je tribuna podrla in so oficirji zgrmeli za 1,5 metra dol. Ja, no, niso dosti padli. Ja. Se pa spomnim tudi, da je bil takrat Metliki major Jones. Ja. To je bil, William Jones, ja. je bil angleški oficir, za katerega so govorili, da razume nemško. In enkrat je bil tudi pri nas v hiši pri Johnnyju Rusu, Ja. kjer so celo nekaj našli, neko hrano in pijačo, da so ga malo počastili. Ne. Spomnim se pa, da so bili tudi v Metliki enkrat julija 1944 ameriški piloti, ki so vedeli, da je Bela krajina varno mesto za skakanje s padali z avionom, ki so bili zadeti, ker so jih potem preko iz Semičev je bila ena zbirna baza in od tam so potem te pilote sestreljene, pa tudi nekaj angleških vojaških beguncev, ki so jih Nemci ujeli in ki so pribegnili na Štajerskem k partizanom, so jih potem transportirali v Bosno. Pri bosanskem Petrovcu je bilo letališče, kjer so takrat pristajali in so te odpeljali v Afriko. To je bilo Medeno polje, ja. Medeno polje, ja. A vi ste videli te ameriške pilote? Ja, eni so bili pri nas, 4 ali 5 je bilo. En je bil Amerikanec, ki je bil, to si zapomnil, prometni policist v New Yorku. En zelo visok, močan moški. A se spominjate, mogoče tudi eni izraelski padalci, oziroma judovski padalci so bili, ki jim je izraelska država zdaj spominsko ploščo postavila? To se ne spomnim. Aha. Spomnim se samo na enega padalca, Amerikanca, Slovenca, ameriškega Slovenca, mislim, da mu je bil Ratko ime ali pa Rafko, ki se mu ni padalo odprlo in se je pri padcu v zemljo zabil v zemljo in seveda se ubil. In vsi je bil pokopan pri Svetem Roku, Metliki, in mi pionirčki smo šli za pogrebom. Se pravi, vi ste potem osvoboditev pričakali v Metliki? Ja, osvoboditev smo pričakali v Metliki. Celo tako se je zgodilo, da je po osvoboditvi moja mama zbolela, tako da je nekako zrihtali, da je šla v Zagreb v bolnico. Otroci smo ostali sami in oče nas je prišel junija iz Maribora iskat in nas je pripeljal v Maribor. To je bilo dosti komplicirano, ker ni bilo še železniške povezave, skozi Belo krajino je bil, proga je bila uničena. Iz Novega mesta naprej pa smo se peljali, ampak že kot pionirji smo šli enkrat prej. 20. maja je bil v Ljubljani kongres AVŽ in metliški pionirčki smo šli plesati. Belokrajinske plese smo plesali na tem AVŽ-ju in takrat smo v ljubljanski, kot se je reklo, v Božnici spali. Danes je to zgradba infekcijske klinike. In vem, da smo tudi obiskali kapetana Šenico, ki je bil v Metliki intendantski oficir partizanski in nam je sestri in meni dal paket nemške vojaške čokolade. To je pa bilo nekaj. To je pa nekaj. Ja. Vi ste sodelovali tudi na raznih mitingih v Metliki. Tu imate eno fotografijo v Sokolskem domu v Metliki, Ja. ste mi rekli. To je bilo nek miting, se morda kaj spominjate z tega Ja, mitinga? jaz se spominjam, da v Sokolskem domu so bili razne kulturne prireditve. Nastopali smo z telovadnimi vajami, bili so pa tudi koncerti, violinist Pavel Šivic je tam igral in pa vojaška godba glavnega štaba, ki je dirigiral Adamič.
Bojan Adamič je bil kapetan, ki je bil poročen z Mariborčanko, katere oče je bil Metličan, to je bil doktor Černič. Doktor Černič je imel v Mariboru sanatorij, so ga Nemci tudi, potem je bežal pred Nemci v Ljubljano in bil zdravnik v Trebnjem. Iz Trebnjega pa se je tudi umaknil in je v Metliki stanoval v zgradbi posojilnice, bil je pa potem šef partizanske civilne bolnice zraven Črnomlja v Kanižerici. Torej, iz Maribora vas je bilo kar nekaj. Ja, nekaj nas je bilo, ja. Se pravi, vi, Černiči, še koga spominjate? Ja, spomnim se še ene družine, ki so bile nekje iz Štajerske, pa tudi profesor Praprotnik, ki je bil šef Metliške gimnazije. Metliška gimnazija je imela samo tiste razrede, ker je bilo dovolj dijakov. Pa v mojem razredu, v 3. gimnaziji nas je bilo 8, v 5 je bilo pa nekaj več. Drugega razreda pa recimo ni bilo, ker ni bilo dijakov. Ja, imate tukaj spričevalo iz šole, ne? Ja. Tukaj je podpisan tudi pater Modest Golja, župni upravitelj. Ja, župni upravitelj. V Metliki. Kako se pa njega spominjate? On je bil že v srednji šoli katehet in v gimnaziji nas je pa učil latinščino. Kar je zanimivo, on je imel ciklostil in na ta ciklostil sem mu jaz pomagal razmnoževati latinsko vadnico, ki jo je on pretipkal na matrice in vsaka matrica je dala po 6-7 izvodov, smo lahko prekopirali in to je bila edina taka skripta so to bila, da so lahko latinščino se učili dijaki. En izvod tega je se ohranil in ga je imel akademik Gantar kot posebnost spravljenega, ki ga je dal potem pa v NUK. NUK ima en oddelek za take posebne tiske in listine. Ja, Modest Golja je od vsega začetka sodeloval s partizani, ne? Ja. Klemen Norbert, kaplan je pa v začetku sodeloval, potem se je pa pridružil. Potem pa se je pridružil belim in so ga na Suhorju ubili, ne? Ja. Po virih dostopnih je bilo tako. Torej na Suhorju se je. Na Suhorju, ja, tisti novembra 27. Ja. Se še kaj spominjate na Modesta kot človeka, mislim, po značaju, ker on je tudi napisal za slovenski porečevalec, je napisal, zakaj se je pridružil partizanom. Jaz se ga spomnim, da sem ga potem še v Ljubljani enkrat ali dvakrat srečal. On je bil v Križankah, je bil menda, je imel svoje mesto, ker takrat je bil v Križankah, je bila župnija ali tak nekak, pač en urad cerkven je bil, pokopan je pa na Ljubljanskih Žalah. Ja. A se vi spominjate tistega, kako ste vi izvedeli za konec druge svetovne vojne? Ja, to... Takrat so Metliki ni bilo, Italijani so pobrali vse radije. Ja. Tudi smuči, recimo, pa kolesa. Ja. Ampak metliški faktotum takšen je metliški nekako je bil Cvelbar, mehanik, mestni mehanik recimo. Ja. Cvelbar mojster za vse. Je bil, ja, on je imel radio. Italijani so tudi radioaparate pobrali. Ja. Ampak on ga je skril. In zdaj vprašanje je bilo, kako ga je napajal. Ja. Ampak v Obrhu dol, naprej tam, ki je bila včasih, mislim, mlin, tam je bila tudi ena turbina. In on je tam nekje, ta turbina je delala, zelo malo proizvajala elektrike, ampak dovolj, da je napolnil akumulatorje, zato da je lahko radio deloval. In jaz se spomnim, se je tam nabralo ogromno ljudi
po tistih stopnicah, ki grejo šle dol k Carjevo hišo, odnosno gostilno. Ja. Tam smo se nabrali, Cvelbar je dal radio na okno verande in se spomnim, da je Radio London, ki je imel radio BBC, ki je imel tisti značilni signal z gongom, Ja. da je rekel, da je prvo je bil ta signal, potem pa rekel, Nemčija je kapitulirala. Aha. In takrat smo ponoreli, Od veselja. seveda. Ker takrat s tem je bilo potem konec vsega Ja. hudega. Ja, v redu, hvala Ja, za pogovor. hvala za to, da se bo nekaj mojih spominov ohranilo.